Za televizijo. No, tako. Zdaj smo slišali seveda veliko stvari. Jaz mislim, da kadar pridemo v stik s pacienti, starejšimi v realnem okolju, stvari postanejo bistveno bolj zapletene, kot to dajmo 100 pacientom in rečemo, da morajo en mesec nositi to. To je skoraj da nemogoče. Ne boste našli 100 ljudi, ki bi bilo pripravljeno točno to narediti, kar vi želite. Če jih pa boste našli, potem pa meritev ni ustrezno izbrana, zato ker to potem ni randomizirana študija. Se pravi, če izberete naključno izbranih 100 pacientov, vam jaz garantiram, da jih ne boste 60 najdli take, ki bodo niti približno tako naredili, kot ste vi želeli. Razen, če jim seveda stvari ugradite, kot se jih je nekoč delalo, ampak to danes pač ni enostavno možno. Se pravi, to je prvo. Druga stvar je tudi uporaba stvari. Mi smo poskušali stvari na številnih načinih. Eden izmed teh je tudi tehnologija za precizne gibe. Jaz se upravičujem, slajdi bodo v angleščini, jaz bom govoril slovensko, ker nekateri so pač prejšnja sekcija bila popolnoma v angleščini. Se pravi, Parkinsonova bolezen kot taka je pravzaprav nekaj, kar je progresivnega. Nekateri se ne strinjajo, da je fizioterapija prinesla nek velik doprinos pri kvaliteti življenja pri Parkinsonikih. Večina temelji na tem, da pač doziranje zdravila, različne tipe zdravil in seveda to naprej. Zdaj že laiki vejo, da pa količino zdravil lahko stopnjujemo samo do stropa. Potem pa pravzaprav nimajo zdravila nobenega učinka in seveda tudi problem je v tem, da ta strop oziroma to je pri vsaki pacientu drugače. Mi seveda menimo drugače, če že ne drugo zato, ker se pač s rehabilitacijo ukvarjamo. Druga stvar je, da so gibi, se pravi majhnih obsegov in precizni gibi, se pravi operacije, ki jih izvajamo s prsti in od komolca navzdol, zelo pomembni za kvaliteto življenja. In seveda potem še vprašanje, ki je danes zelo aktualno, uporabiti dvodimenzionalno sliko na računalniku, tridimenzionalne slike z očali, ali je to sploh recimo nekaj, kar bi ljudje želeli, oziroma predvsem pa, ali to sploh ima kako dodaten učinek. Se pravi, Parkinsonova bolezen kot degenerativna bolezen ekstrapiramidnega sistema je progresivna, predvsem prizadene ljudi med 35 in 60 letom, se pravi, to pomeni niti ne toliko starostnike, kar pa pomeni, da smo tudi miši v tej kategoriji, vse jaz. No, jaz še nisem, tako da vseeno. Se pravi, za prizadane dnevne aktivnosti, kar seveda je zelo težavna zadeva pri tej skupini ljudi in pa seveda potem tudi posledično kvaliteto življenja. Zdaj cilj je seveda, da tako te ljudi, ki so, se pravi, v najbolj plodnem delu svojega življenja vrnemo čim prej nazaj, mogoče tudi zato, da čim prej davke plačajo in tako naprej, ampak to je druga zgodba. Se pravi, zato razvijamo tudi razno tehnologijo. Ena izmed njih je seveda tudi tehnologija za majhne gibe, se pravi predstavljanje kock iz virtualnih kock iz enega konca na drug konc. Inspiracija je seveda Box and Blocks, test, ki ga uporabljajo delovni terapeuti tudi za merjenje funkcionalne učinkovitosti, se pravi, koliko kock je sposobni zložiti z enega konca z eno škatlo v drugo škatlo, tukaj seveda je prepreka na eni strani in seveda število kock na minuto je na nek način nek dosežek. Seveda pri tem nimamo praktično nobene informacije o tem, kako so bile kocke preložene in tako naprej, kolikokrat je komu padla. Zato smo nekako mi izdelali aplikacijo, pri kateri bi seveda to bilo možno. Aplikacijo uporabljajo na prenosnem računalniku, na televizorju, v set-top boxih, doma, na inštitutu, tako da tega je eventualno zdaj trenutno veliko. Seveda sledimo vsaki kocki posebej, vsakemu prstu posebej, roki posebej. Če recimo na hitro primerjamo, naredimo primerjavo med osebo s Parkinsonovo boleznijo ali med tako imenovanim mlado zdravo osebo, pomeni nevrološko intaktno osebo, potem vidimo, da nevrološko intaktna oseba, se pravi nekak mlada oseba med 40 in 50 letom, vzame kocko in jo enostavno v skrinjo položi. Se pravi, kocka ne pade z rok ponavadi in to naredi enostavno na levi strani. Vidimo. Na desni strani pa vidimo seveda, recimo, poglejmo rdečo kocko, ki je velikokrat padla, se pravi,
jo je pobral nazaj, podložil skrinjo, se pravi, skrinje se lahko tudi odbije. Mi lahko tukaj nastavljamo težo kocke, odvojni materiali, ampak to je stvar tehnologije. No in seveda pri tem spremljamo kinematiko na razne načine, kinematiko prstov, kinematiko roke in recimo za primeren podatek bi bil povprečen čas premikanja posamezne kocke, po številu opravljenih terapij vidimo, da seveda ta čas pada, se pravi, tukaj govorimo tudi o tem, da so se pacienti naučili igre oziroma uporabljati zadevo, ni nujno samo neprimerno funkcionalno izboljšanje. Funkcionalno izboljšanje se še vedno meri s kliničnimi testi, ki so validirani. In seveda, kljub temu, da imamo v zadnjih 30 letih na voljo ogromno tehnologije, ki je zmožna objektivnega ocenjevanja, še vedno uporabljamo validirane teste. Če so seveda naši objektivni pokazatelji v zelo dobri korelaciji s temi testi, potem jih pač nekako lahko uporabljamo in to nekako damo ob bok tem testom. Pravi, ne moremo pa samo brez teh testov. Potem poprečno hitrost premikanja kocke lahko ocenimo in še več. Tudi tremor ocenjujemo, recimo v frekvenčnem prostoru lahko pogledamo gibanje celotnega zapestja, gibanje posameznih prstov. Skratka, pri Parkinsonikih so te stvari zelo enostavne, zaradi tega, ker nekako gibanje je ohranjeno, kar ne moremo seveda trditi, ker smo preskusili tudi pri pacientih po možganski kapi. Zdaj, a uporabiti, se pravi 2D tehnologijo ali 3D tehnologijo, ki smo jo tudi preskusili, oziroma jo preskušamo, trenutno je v fazi razvoja. Mislim, da bo na naslednjem takem sestanku, ki bomo pokazali tudi razliko, študija trenutno poteka. Se pravi, imamo randomizirano študijo, pri kateri bomo pokazali, da mogoče ni nobenega učinka, če imate modernejšo, boljšo tehnologijo. Edino pacienti so bili bolj navdušeni nad 3D sliko, pa nad lepšimi barvami in tako naprej. Drugače pa seveda nekega funkcionalnega učinka pa verjetno ne bo. To pričakujemo. Ni pa nujno, o tem bomo govorili kasneje. Seveda, zdaj pa pridemo do tistega, s čimer smo začeli. Se pravi, zdaj pa dajmo to domov, pacienti uporabljate to doma, integriramo vam lahko katerikoli set-top box trenutno na voljo. Tudi s Telekomom smo se že dogovarjali, mogoče bo v naslednji verziji. Se pravi, zato smo svojega naredili, vidite, smo imeli nekako pacijenta na domu, pacijent je to kako bi rekli, zelo lahko to vklopil, uporabljal in vse naprej. 7 od njih, od 26. Vsi ostali so potrebovali pomoč svojca. Se pravi, nekdo, ki je bil vsaj tok, ampak tehnično ni bilo potrebno ničesar narediti, ker smo jim dali vse skupaj tako, da so samo priklopili v televizijo. Ampak nekako nismo pa Wi-Fi-ja mi vklapljali. Se pravi, mogel je pa nekako biti na networku. Se pravi, to je mogel nekdo narediti. Mi 24h7 suporta nimamo, imeli smo nekako približno tam 7 ur suporta. V dopoldanskem času smo dovolili, da so poklicali po telefonu kadarkoli na določeno številko in smo pač odaleč uredili stvari. 7 pacijentov od 26 jih je brez težav uporabljalo sistem na domu in na nek način je to možno integrirati v kakšnokoli platformo, ki bi bila eventualno. Kar bi si mi želeli, mi bi si želeli tudi to, da bi ta rehabilitacijski sistem deloval tako kot naši prejšnji, da bi lahko terapeut hkrati tudi v živo spremljal okolje, s katerim pacient dela. Se pravi, da bi se recimo dogovorila za določeno uro in bi ga tudi pri tem spremljal. Namreč, da bi pogledal, kaj je. Velikokrat se vam zgodi, da dobite rezultate, katerim se seveda vsi čudimo, tako kot smo recimo prej debatirali o zapestnih urah. Podatki so res tam, podatki so od tega in tega pacijenta, ampak vi ne veste, ali je pacijent po 2 minutah nehal, šel na pijačo, tako naprej, potem nadaljeval, ali se vmes ni kateri od njegovih svojcev poigral s tem, če se ni logiral, tako naprej. Skratka, ne veste, kaj se doma dogaja. To seveda se da detektirati z raznimi meritvami, ki jih vključite. Z nekaj izkušenj mi vemo, kdo je bil, pa kdo je naredil. Ampak, kadar govorimo pa o množici, se pravi, recimo temu 100 do 1000 ljudi, pa ne boste mogli analizirati. V realnosti pa še manj. Nekako ta del je bil tudi del projekta PD Manager, se pravi Horizon 2020, zato se pač moramo tudi tam zahvaliti
kar je moj nemški kolega rekel, moramo jim povedati, hvala, da so nam dali denar. Kaj recimo bi bil take home message tega? Mi smo ugotovili to, da lahko z tako imenovanimi igrami oziroma rehabilitacijo pri gibih majhnega obsega, brez da bi spremenili terapevtski, se pravi zdravilniški plan, lahko seveda pripomogli k boljši funkcionalnosti. Se pravi, na daljši rok, se pravi en mesec do 6 tednov, kakor pač pa nas traja ta čas, smo seveda brez da bi stopnjevali zdravila lahko dosegli še vedno enako funkcionalnost pri 28 pacijentih od 47. Potem nekako razvili smo v sklopu EcoSmarta smo razvili tudi 3D različico tega in je zdaj trenutno poteka raziskava in nadaljna študija bo seveda randomizirana študija